Dame in gospodje, dobrodošli na letošnji izbor za Kosmato Nežo. Nagrado za najbolj blesavo feministično izjavo leta. Moram priznati, da ste bili kar pridni in mi jih celo leto pošiljali, tako da pejmo pogledat, kaj se je na koncu prebilo v ožji izbor te prestižne nagrade. Prva nominacija gre Maji Grintal, poznani tudi kot Pleasure Mermaid, za tole njeno objavo. Poglej to. Ne, na koncu kaže rabljen vložek za večkratno uporabo. Sem ga zablural, če kdo slučajno je. Wow, kaj to pomeni, da sem ženska? So shut the fuck up. Zakaj je toliko jezna? Kaj je kdo rekel, da ni? So jo zmerjali zaradi pazduh? Je mogoče kaj povezanega s tistim vložkom odprej? Ne, zmotilo jo je nekaj, kar se je zgodilo na poroki na drugi pogled. Ker se je zgleda ena žirantka namrščila, ko se je eni ženski videlo kosmato pazduho. Koliko daleč smo od sebe, da ne moremo sprejeti sebe? Zanimivo, kako če si pobriješ pazduhe, pol ne sprejemaš samega sebe tak, kot si po naravi. Ampak, če si greš kirurško odstraniti del telesa, da bi izgledal kot drugi spol, pol pa be yourself, girl. In kaj si pol to neki masira Joško na koncu? Je bilo to še komu malo čudno? Drugače pa, ne vem za vas, ampak dostikrat hodim okoli s telefonom po svetu in ker mobilni podatki niso vedno najbolj zanesljivi in poceni, se dostikrat povezujem na ta javna Wi-Fi omrežja, ki vsake toliko sploh niso zaščitena. Kar pomeni, da lahko naključni ljudje vidijo, na katere strani se povezujem in če stran ni varna, celo pridejo do mojih osebnih podatkov. No, v takih primerih preprosto prižgem VPN in bam, noben več ne more vohuniti, kaj gledam. In če bi tudi vi radi imeli eno skrb manj v življenju, preizkusite Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prikrije vašo lokacijo na internetu. In zakaj je to dobro? Zato, ker boste tako lahko surfali po internetu anonimno in varno. Zato, ker so nekatere storitve opazno bolj poceni iz drugih držav. In zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi prav nič vedeti, kakšne videe pazduh si vi pošiljate s prijatelji. Poleg tega vas pa njihova dodatna storitev Surfshark One zaščiti tudi pred virusi in drugimi nezaželenimi vsebinami. Tako da pojdite na surfshark.com/Marko oziroma uporabite mojo kodo Marko na blagajni za 4 dodatne mesece Surfshark VPN-ja. Ok, zdaj pa pejmo nazaj na video. Dlake so naravne. Ja, tudi tukaj jih imam. Takrat, ko hočem, pa tudi tukaj, čakaj, tudi tukaj jih imam. Ja, ok, si znamo predstavljati, kje so dlake, ja. In sej so naravne, ampak ljudje smo pač ugotovili, da zgleda malo boljše, če si jih uredimo, kot če pustimo, da delajo karkoli same hočejo. Tako da, kje je problem? Na moških. In tam je vse higiensko, pa čeprav se oni si malo uredijo, se umijajo, nekateri se kaj potrimajo, nekateri ne. Ampak pri njih je to cool, ok, so seksi. Pri nas pa ne. Zdaj, ker ne, bog ne dej, da imamo mi kakšno dlako, pa kakšen celulit, bog ne dej. Ja, skoraj kot da smo različni spoli. In poskusimo poudariti z videzom, kateremu pripadamo, da bomo bolj privlačni za drugega. Mislim, se ti nikoli ni zdelo čudno, koliko punc si riše trepalnice, ampak da se nekako kar nobena nikoli ni spomnila si narisati brke. To je pa sploh, če se ti nipli vidijo čez majico. Wow, ti pa ne spadaš v družbo. Jak. Jaz te izzivam, da najdeš tipa, ki se bo zgražal, da se punci vidijo bradavičke čez majico.
Ajde, prosim, pokaži jim slike na ulici in najdi enega, ki bo rekel jak. In a veš, kaj ti povem? To, da bi ženske mogle biti brez dlak, to je naučen. Ja, včasih je bilo to normalno, da so imele ženske dlake. Zdaj je pa naučen, mi smo sprogramirani, da se to nam zdi nehigienično, da se to nam zdi narobe. Ja, in včasih so se ljudje tuširali enkrat na mesec in je bilo normalno, da se te malo zavoha, ko si šel mimo. Kaj pol, gremo vrniti tudi ta trend ali samo tiste, ki si jih ti izbereš? S tem, ko ljudje komentirajo tole, samo komentirajo to, kako si družba, patriarhat lasti žensko telo. In nič drugega, samo kontrola nad ženskami tukaj. Ja, to je to. Čim nekdo komentira tvoje telo, si ga lasti. Tako delujejo stvari tudi nasplošno v svetu. Če kdo reče, da mu ni všeč, kako Hofer postavlja stvari na police, pride nekdo do njega. Si ga komentiral, tako da zdaj je tvoj. Kar povej, kako naj v prihodnje zlagamo gor stvari, šefe. Pač to je neverjetno, kaj je feminizem prepričal te ženske. Ne samo, da se lahko same odločajo, kako se bojo urejale, kar je pač normalno, ampak pol je prišlo do tega, da zdaj niti mnenja ne smemo imeti o tem, kako nam to izpade. Ne samo, jaz lahko delam, kar hočem, ampak jaz lahko delam, kar hočem in mora ti biti všeč. Pa najbolj smešno je, da si ta ženska več kot očitno brije pazduhe in je tle samo jih malo pustila za to posnet, ker to tukaj ne more biti več kot 2 dni staro. Moj bog, imeti dlake pod pazduho je naravno. Ok, zdaj pa objavi in gremo si to pobrit, ker res gleda že malo mačo. Čudovit primer idiotskega virtue signalinga in pritoževanja o malenkostih. Pač res je zadela poanto te nagrade. Ampak bo to dovolj za zmago? Da vidimo. Naslednja nominirana izjava je od samega inštituta 8. marec. In sicer za njihov neverjeten odziv na kampanjo Pistacija 2.0. McDonald's je namreč spremenil njihov preliv za sladoled z okusom pistacije, ker jim v prvo zgleda ni tako dobro ratalo, in so naredili oglas, kjer se ta pistacija opravičuje kupcem. Nisi bil ti, jaz sem bila kriva, please pokliči me, Pistacija 2.0. In te ženske so to vidle in popizdle. Vložena pritožba na oglaševalsko razsodišče. Zakaj, se sprašujete? Predvčerajšnjim smo že opozorili na sporen oglas, nisi bil ti, jaz sem bila kriva. Na to je opozorilo tudi uredništvo Spol.si. Spol.si so drugače te dejdem, ki dajo ven nagrado bodeča neža. Tako da gremo pogledat, kakšen grozen prekršek je ta reklama naredila, da so zmotili tako inštitut 8. marec kot njih. Danes pa so sporočili, da menijo, da oglas krši oglaševalski kodeks, predvsem glede spoštovanja človekovega dostojanstva in enakosti spolov. Zato so na oglaševalsko razsodišče podali pritožbo. Krši človekovo dostojanstvo in enakost spolov. Oglas o pistaciji. Kako? V pritožbi se sklicujejo na naslednje določilo. Oglaševanje ne sme nasprotovati samoumevni enakopravnosti med spoloma, niti prikazovati moškega, ženske ali otroka na žaljiv oziroma podcenjujoč način. Slovenski oglaševalski kodeks, 2. člen. Moškega, ženske ali otroka. Sorry, ampak v katero od teh kategorij točno spadajo oreščki? Prav bi bilo sicer, da se oglas nemudoma umakne, a razsodba oglaševalskega razsodišča je pomemben korak in bi lahko imela pomembno simbolno sporočilo. Oglas mi ni bil všeč, umaknite ga. Pač feminizem v enem stavku.
Oglas nima nevtralnega sporočila, temveč je del širše simbolne matrice, ki sodeluje pri utrjevanju patriarhalnih norm, kjer je ženska vredna toliko, kolikor je pripravljena vztrajati, odpuščati in se žrtvovati za odnos, ne glede na njo samo in njeno življenje. Zato je nujno, da takšna sporočila razumemo kot del širšega konteksta simbolnega nasilja in jih kot družba tudi zavrnemo. O moj bog, problem je bil, da se pistacija opraviči tipu, to jih je zmotilo. Nekaj ženskega spola se opraviči, kar bi lahko dalo ljudem misliti, da ženska kdaj lahko ne bi imela prav. Seksizem! Ni problem samo, če rečeš, da ženske nikoli nimajo prav, ampak že če rečeš, da kakšna ženska kdaj lahko nima prav, že to je za njih nedopustno. Iti s temi ženskami na zmenek more biti izkušnja. Kasneje so še pisali, da je to, da se more en partner vedno opravičevati, znak toksičnega razmerja, ampak veste, kaj je še znak toksičnega razmerja? To, da se en partner nikoli ne opraviči za nič. Oziroma, drugače rečeno, njihovo idealno razmerje zgleda. In to, da one protestirajo, da plakat namiguje, da je okej, tudi če se opraviči ženska, mi daje misliti, da je tukaj nekaj malo toksičnega, samo ne vem, če pistacija. No, ampak, če je ta izjava bila blesava, je bila vsaj dokaj lahkotna. Kar pa ne bi mogli reči za naslednjo nominacijo. Ko je policija objavila, da je pogrešana ena 32-letna Čehinja, se je namreč pod objavo našla ta genialna oseba. Če je še živa, je sigurno zaprta v kaki kleti, kjer jo posiljujejo moški za denar. Wow, okej, kaj the fuck? Punce od izčrpanosti umrejo potlej, če pa ne, pa jih moški po opravljenem dejanju ubijejo. Ja, to so super moški, tisti, ki prodajajo in tisti, ki kupujejo. Pa koliko jih je takšnih, še pa še. Enkrat, ko bomo ženske vladale, bom predlagala kastracijo za večino ali pa implant. Nisem še vozil avta, ki bi šel hitreje od 0 do 100 kot ta ženska. Ena oseba je pogrešana, kastrirajmo vse moške. Jezus, kaj če je samo zgubila telefon ali kaj? Ne bi malo preverili še prej, kaj se je zgodilo, preden nas kar vse date pod nož? Pa zmanjšanje števila moških, ker je ta potreba neskončna in brez meja. Moške bi se moralo držati na taki špagi, pa vzgajanje samodiscipline od malih nog. Če bi to kaj pomagalo umiriti testosteron, adrenalin in ego. Kar iztrebla bi večino tipov. In 67 lajkov. Folk je bral ta psihotičen rant in je bil: ja, lepo je povedala, mislim, da je res primerna rešitev genocid. Mislim, še dobro, da je to, da feministke sovražijo moške, samo neka izmišljena zgodbica, ki si jo tipi govorimo med sabo. Ne, kakšno sovraštvo, feminizmu se gre za enakost. In žalosti me, da moram to naslednjo nominacijo podeliti moji dobri prijateljici Niki Kovač za tole njeno objavo. If a dog understands consent, man should also. Pustimo to za začetek, da psi definitivno ne razumejo privolitve. To je tako zlajnana in zabita poanta, da me res žalosti, da jo je Nika šla izjaviti. Ta folk res verjame, da je problem pri tipih, ki počnejo razne neprimerne stvari z ženskami, to, da ne razumejo, kaj je prav in narobe. Ne. Problem je, da jim je vseeno. Oziroma pri nekaterih, da verjetno celo uživajo v temu. In ni neumna samo ta poanta, ampak tudi izjava sama. Mislim, dajmo zamenjati par besed notri. Kako bi se Nika počutila, če bi nekdo recimo rekel: če opice razumejo zasebno lastnino, bi jo morali tudi črnci. Mislite, da bi bilo tukaj vse kul, ali bi se ji malo zdelo, da nekdo ne mara čisto črncev? Ali pa, če psi razumejo, kdaj morajo biti tiho, bi morali razumeti tudi ženske.
Mislite, da bi to označila za zanimivo prispodobo? Jaz bom ugibal, da ne. Ampak če so moški, pol ni panike. Ne, nisem rekla, da so moški kot psi. Sem rekla, da psi so boljši. No, ampak čeprav so vse nominacije do zdaj se res potrudile za priti do te prestižne nagrade, se bojim, da še vedno nobena od njih ni pokazala dovolj za osvojiti zmago. Ne, ker ta gre letos namreč Zini Ban za ta prizadet govor. Hvala za rože. Ampak ne pozabimo, da je ta datum bil izbran v Sovjetski zvezi kot spomin na februarsko revolucijo, ki se je začela, ko se je stavka tekstilnih delavk 8.3.1917 razvila v vsesplošno vstajo, ki je vodila v oktobrsko revolucijo. 8. marec je v Sovjetski zvezi postal državni praznik. Tudi Mednarodni dan delovnih žensk so zasnovale socialistke. Boj za enakopravnost je bil vedno povezan z bojem za socialistično družbo. Ok, ta del je dejansko dober. Tle ima totalen point. Socializem in feminizem so zelo sorodne ideologije in ni čudno, da jim naseda praktično enak profil ljudi. Neprivlačni čudaki brez stika z realnostjo. Čisto isti koncept je zadaj. Razdeliš družbo in podpihuješ sovraštvo. Ne pozabimo, da 97% spolnega nasilja izvajajo moški. Enega izmed 6 moških privlačijo mladoletne osebe. Ne, 6 od 6 moških privlačijo mladoletne osebe. Pač 17 je mladoletno. In če si tip, ki nikoli ni videl neke 17-letnice, ki mu je bila privlačna, pol nisi dober človek, ampak gej. Tako da, glede na to, koliko je to statistiko zajebala, bi nekako ugibal, da tudi ona druga ni čisto natančna, ampak mislim pa, da ima vseeno prav, da večino spolnega nasilja res izvajajo moški. Kar je pa spet malo tako, ne vem, tudi 80% vseh kirurških posegov izvajajo moški. Ampak, če prideš za to do mene, ker se ti je vnel slepič in rabiš pomoč, ne vem, če si čisto razumela, kako statistika deluje. 99,3% mass shooterjev je moških. No ja, ta številka se malo spreminja zadnje čase. In ali so to mladoletni, starejši, domačini, tujci, sploh nima veze. Skupni dejavnik vsem je to, da so moški. To pa nima veze. Zanimivo. Zakaj je tle edina kategorija, ki jo zanima spol? Kakšna etnična pripadnost, recimo, pa ne. Zanimivo, kako se odloči povleči črto točno tam, kjer njej paše. Ker potem še večji skupni dejavnik pri mass shooterjih je to, da so vsi ljudje. To bi potem pokrilo 100% mass shooterjev, ampak to potem ne meče slabe luči na del populacije, ki si jo ona izbrala, tako da ostanimo rajši na moških. In če vas te, ki ste tukaj to užali, ker ne vsi moški, ja, ne vsi, ampak kaj ostali naredite za to? Jih vržemo v zapor? Pač, biti obsojen spolni prestopnik je najslabša stvar, ki si lahko v lajfu. Ne vem, zakaj Zina tle govori, kot da ostali tipi jih high-fivamo po ulici. Ne, ostali kriminalci se na njih spravljajo za rešetkami, ker jih dojemajo kot najnižje od najnižjega. Noben ni fen. Kaj zato, ker ti ne posebej in tepeš žensk, si svetnik? Ne, samo boljši človek kot tisti, ki jih. Mislim, res ne štekam tle poante. Kaj hoče reči? Da tisti moški, ki te stvari počnejo, niso bistveno slabši od tistih, ki jih ne, ali kaj? Ker komu točno koristi tako sporočilo? Vsem, ki kričite not all men, ena kratka vaja. Ko zvečer zakleneš vrata, zakaj? Kdo bo prišel? Kako izgleda? O, moj bog, ženska, si misliš, da bi nekdo iz Dolenjske dal tako vprašanje ven? Zakaj zaklepate vrata? Kdo bo prišel? Kako izgleda? Kakšne barve je? Bi ti bila takšna retorika kul? Bo iskrena. Ženska ljubezen in predanost je samoumevna. Kljub temu, da je za moške veliko bolj beneficial.
Moški so v zvezah, zato ker dobijo zastonj delovno silo. Kaj? Se ti hecaš, punca? Se ti slučajno zajebavaš malo iz vseh nas skupaj, ker to je prizadeto? Ne, nismo zato v zvezah, ampak ker bi radi imeli partnerja in družino. Vsak tip, ki je bil kdaj samski in je kdaj imel partnerko ali ženo, ti bo znal povedati, da gre neprimerno več dela v to drugo opcijo. Kdaj je še kdo rekel, joj, Igorja ni več nič videti ven, odkar nima punce? Prej je vedno imel čas za pijačo, ko sem ga poklical, ampak zdaj ga praktično ni več ven iz bajte, ker more ves čas likat. Seveda je potem še ta detajl, da tipi ponavadi plačamo več za skupne stroške, tako da ne samo, da imamo manj dela, ampak za to neplačano žensko delo plačamo. Ženske smo v zvezah, ker smo od malega naučene, da želimo romantiko in jo moramo iskati ne glede na ceno. Zanimivo, kako išče romantiko za vsako ceno spol, ki jim finance pri partnerju pomenijo bistveno več. Pač sej vem, da ni bil to njen point, ampak zanimiva izbira besed. Vi nočete živeti v svetu, kjer ni nevarnih moških, ker nimate potem več smisla. Zato ni dejanske borbe za enakopravnost in izbrisa spolnega nasilja, ker profitirate od tega. Moški profitiramo od spolnega nasilja. Wow! To je ena izmed najbolj prizadetih izjav, kar sem jih kadarkoli slišal. Kako točno, Zina? Recimo, nekdo napade eno mojo sorodnico ali prijateljico in jaz bom kaj? Vesel njenega trpljenja, ker jaz zdaj izpadem boljša oseba od njenega napadalca? Pač, če bi bilo to res, potem ne, da nisem svetnik, ampak sem psihopat. Ker v tem primeru bi bil mentalno neuravnovešena oseba brez kančka empatije za svoje najbližje. In ker je feministka, tako Zina vidi povprečnega moškega. Kot nasprotnika, kot zatiralca, kot sovražnika. In ta govor je imela na enem svojem koncertu, tako da so ljudje mogli potencialno celo plačati za to poslušati. Wow, toliko o neplačani delovni sili, am I right? In zaradi tega odkritega prezira in sovraštva do celotnega moškega spola, Zina Ban prejme Kosmatonežo 2026! Čestitke, Zina, res si jo zaslužila. Mislim, res. In to je bilo vse za danes. Če pa zasledite še kakšno blesavo feministično izjavo, mi jo prosim pošljite, da jo lahko vključim v naslednjo Kosmatonežo. Drugače pa lajkite video, naročite se na kanal in seveda preizkusite Surfshark preko mojega linka v opisu. Ajde, folk. Čau!